Prav lepo pozdravljeni, dobrodošli v našem atriju. Pred nami je prvi v nizu 10 večerov cikla Matica pod zvezdami. To je cikel, ki poteka že 3. leto ob podpori Mestne občine Ljubljana in Javne agencije za knjigo Republike Slovenije in obema se iskreno zahvaljujemo za naklonjenost že vsa ta leta. Današnji otvoritveni dogodek bo prav poseben, ne samo zato, ker smo po dolgi, težki in vsestransko naporni zimi končno skupaj, v druženju, v pogovoru o knjigah, ki smo jih že prebrali in ki jih še bomo prebrali, ampak tudi zato, ker nocoj predstavljamo epilog večmesečnega projekta, ki smo ga na Slovenski matici pripravili letos prvič v soorganizaciji s Slovenskim filozofskim društvom. Letos nismo mogli odpreti vrat naše hiše, organizirati dneva odprtih vrat, kot smo to storili v preteklih letih, na dan, ko je bila pred več kot 150 leti ustanovljena Slovenska matica. Smo pa zato vrata odprli, da tako rečem, virtualno. Kot rečeno, v sodelovanju s Slovenskim filozofskim društvom smo razpisali natečaj za mlade, za dijake in študente iz Slovenije in zamejstva. Zanimalo pa nas je, kako mladi, v katerih pogosto zmotno mislimo, da so samo nemi sledilci dogajanja in žrtve manipulacij, doživljajo ta čas. Ta kompleksen, težek čas, ki ga zaznamuje epidemija na eni strani in vrtoglavi tehnološki razvoj na drugi, čas lažnih novic, odtujenosti in strahu. Zanimalo nas je, kako ta čas živijo, kako se ustvarjajo svoje miselna zatočišča, kaj jih navdihuje in rešuje in kako delujejo tukaj in zdaj. Odziv je bil nadvse razveseljiv. Na vprašanje, kdo ve, ki smo ga postavili kot izhodišče za premislek in za katerega je bilo že tako jasno, da bo ostalo neodgovorjeno, smo dobili kar 36 odgovorov. Prispevke je pretresala ugledna komisija v sestavi profesor dr. Edvard Kovač v vlogi predsednika, dr. Gašper Pirc, predsednik Slovenskega filozofskega društva in magister Jernej Šček, ki je danes v Ljubljano prinesel tudi pridih Mediterana. Vsem se iskreno zahvaljujem za zelo zavzeto in profesionalno delo. Preden predam besedo predsedniku in članoma komisije, pa mi dovolite, da se iskreno zahvalim generalni pokroviteljici našega natečaja, podjetju Krka, brez katerega ta dogodek ne bi bil tak, kakršen je, tako bogat in tako odmeven. Z njihovo pomočjo bomo lahko nagrajencema namenili denarno nagrado v višini 350 evrov, paket 5 knjig iz zbirk Filozofska knjižnica in Slovenska filozofska misel po lastnem izboru in zagotovili objavo prispevkov v revijah Antropos in Glasniku Slovenske matice. Z nami je predstavnica podjetja Krka, gospa Ljudmila Kastelec, ki jo vabim k besedi. Prinašam lep dolenjski pozdrav in pa glede na to, da je Krka eno izmed največjih mednarodnih podjetij, tudi velik mednaroden pozdrav. Rekli so mi, ne bom kratka, ampak na področju kulture se v Krki toliko dogaja, da sem enostavno to morala dati na papir in nekaj teh projektov vseeno deliti z vami, poleg tega, ki smo ga seveda podprli tudi danes. Namreč že 67 let podpiramo kulturne in druge dejavnosti in omogočamo delovanje številnih kulturnih ustanov v Sloveniji, največjih do lokalnih, kjer smo pri nekaterih celo generalni pokrovitelji. Odnos zaposlenih do kulture pa se še posebej kaže v tem, da v Krki letos praznujemo 50 let kulturno-umetniškega društva Krka, ki združuje zaposlene in vabi Slovenijo in Slovence, da se pridružijo in uživajo v kulturnih dogodkih. Ena izmed pomembnih dejavnosti kulturnega društva je tudi Dolenjski knjižni sejem. Dolenjski knjižni sejem tudi letos praznuje jubilej, namreč že od leta 1977 predstavimo v Novem mestu vsa pravzaprav
bera domačih založb, ki izidejo v tekočem letu. Letošnje leto si lahko ne knjižni sejem, ampak retrospektivo vseh teh let ogledate na prenovljenem glavnem trgu v Novem mestu in tudi v poslovnih prostorih Krke, ki bo potem kasneje preseljena tudi v poslovne prostore Krke v Ljubljani. Sejem seveda po tradiciji spremljajo številni pogovori in umetniki, literati, pesniki, pisatelji in res je to izjemno povezovanje knjižne bere. Poleg tega smo se odločili, da je knjiga tako pomembna za Krko in znanje, da smo celo začeli izdajati lastno knjižno zbirko. Trenutno je v tej Krkini zbirki 7 knjig. Že od leta 2000 pa smo partnerji tudi Rastoče knjige, s katerimi Slovenci izražamo hvaležnost za življenje s knjigo. Projekt finančno podpiramo, hkrati pa smo pravzaprav tudi prvo slovensko podjetje, ki je Krkino deklico z Rastočo knjigo postavilo v poslovne prostore podjetja, pravzaprav v proizvodni kompleks, ki jo potem kot simbol znanja in tega, kar je pravzaprav rekel Jurij Smole, da je Krka knjiga, ki se piše z vsakim zaposlenim, kaže naš odnos do znanja in vrednot, ki jih prinaša knjiga. Poleg tega seveda smo tudi donatorji in podporniki društva Bralna značka, kjer doniramo sredstva, da omogočajo nakup revij za otroke in s tem seveda širimo željo po branju. V Krki podpiramo predvsem klube in ustanove, ki mlade spodbujajo k pridobivanju znanja, k zdravemu življenju, telesnemu in osebnemu razvoju. In ob obletnici ustanovitve Slovenske matice zato z veseljem sodelujemo pri tem natečaju, ki ste ga pripravili skupaj s Slovenskim filozofskim društvom. Tako skupaj stopamo po poti ustvarjanja, raziskovanja in tudi zavedanja, da so knjige nujne za dvigovanje ravni znanja, kar je glavni temelj napredka. Tako pravimo v Krki. Iskrene čestitke Slovenski matici ob jubileju in pa vsem sodelujočim, predvsem pa glavnima nagrajencema. Vsem pa bomo po pošti oziroma poslali tudi eno knjižno poslastico iz Krke, ki jo boste prejeli naknadno. Hvala lepa in lep večer. Hvala za te besede in zaupanje. Zahvala za izvedbo gre še Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in Slovenskemu centru PEN za pomoč pri obveščanju. Naj povem še, da bodo vsi sodelujoči avtorji sprejeti v Klub mladih Slovenske matice, s tem pa med drugim deležni vseh ugodnosti članov, tudi izdatnega popusta ob nakupu naših knjig. Besedo zdaj predajam predsedniku komisije, profesor Edvardu Kovaču, da nam pove, kako je potekalo njihovo delo in nato članoma komisije, da predstavita nagrajenca. Prosim. Spoštovani gospod predsednik, dr. Aleš Gabrič, spoštovana gospa Miljana Cunta, urednica in tajnik Slovenske matice, spoštovana gospa Ljudmila Kastevec, dragi nagrajenci, dragi ljubitelji misli in knjige, ki ste tukaj navzoči. Včasih so dolžnosti tudi prijetne in kaj je lepša ali prijetnejša dolžnost, tako da smo obsijani zvezdami in lahko povemo, da misel v Sloveniji žugori, je polna ustvarjalnosti in daje čudovite rezultate. Tako na začetku se moram zahvaliti svojima kolegoma, dr. Gašper Pircu in magisu Jerneju Ščeku. Veste, sem bil že mnogokrat v kakšni komisiji, ampak zelo redko pa je komisija na eni strani tako raznolika, generacijsko in tudi miselno, na drugi strani pa tako odlično ujeta v tisti temelji smernici. In naša smernica pri izbiri nagrajencev je bila dvojna. Tako kakor je Heidegger rekel, mišljenje in pesništvo, ne vemo vedno, kaj dlje pripelje do besede. In tako je tudi v eseju, esej, ki je poskus izraziti misel in ki je vedno tudi poskus se začuditi tudi
literarno obarvati in razkriti to pot, tako smo tudi mi upoštevali predvsem dve načeli. Na eni strani naj esej pokaže tisto razgledanost, radoznalost, veselje nad vedenjem naših kandidatov in na drugi strani tudi moč misli, ki jo izražajo, moč besede in pa literarno lepoto, iskrivost misli, ki išče tudi literarni izraz. No in hvaležni smo tudi avtorju Tomažu Gošovniku, da nam je podal dobro idejo, da bi izhodišče esejev mladih bila njegova knjiga Hotena nevednost. Veliko smo debatirali, tehtali in na koncu smo se vsi trije soglasno odločili, da mlademu dijaku, dijaki, izberemo našega tukaj prisotnega Urbana Šifrarja z esejem Kdo ve. Izbral se je tudi šifro Albatros, nismo vedeli, za koga gre, ampak nas je navdušil njegov esej. In potem med študenti nismo vedeli, da smo izbrali nadobudno, iskrivo študentko, šele prvega letnika, ampak spraševali smo, ali je kdo prepoznal tukaj stile absolventke, kakorkoli. Izbrali smo jo, to je Nika Gradišek z esejem O Čemažu, skalah in kitajskih prekletствih. Izbrala se je šifro Muha in sedaj prosim svoja dva kolega, da bi podala obrazložitev naše izbire in odločitve. Dober večer tudi v mojem imenu, ker se poznam, bom zvesto sledil zapisanemu. Ko notranji nemir, ki preveva sleherno za temeljne bivanjske probleme občutljivo dušo, radovedneža, ki filozofske gozdove in puščave, strmice in ravnice doživlja za res, kot svet v sebi in sebe v svetu, kot ta duhovni vihar, pravim, razmišljujoči človek vzame v svoje naročje, negujoč ga in ne prezirajoč. Tedaj filozofija postane to, kar je od začetka bila. Ancilla vitae, služabnica kvalificiranemu življenju. Ali, če naj se izrazim Marka Aurelijevsko, nehilna energija za življenje, kot pravi posrečeno geslo prejšnjega pokrovitelja, ki se je nekoč podpisoval na zadnje platnice matičinih klasikov. Tedaj ognjišče človeške razumnosti zatlapola zdravo, bogato, široko navznoter, navzven in navzgor. Ko filozofski nemir ni izgovor za mrkogledi, danes vse bolj zastrašujoče modni beg od sveta, temveč voljni izziv za potopitev v uganko človeškega življenja, misel preraste v dušni problem. Resnica v dobroto, spoznavna teorija v etični imperativ. Takrat vemo, da imamo opraviti s humanistom, ki, če naj parafraziram slikarja Renéja Magritta, ga ni strah sončne svetlobe le zato, ker ta najčešče razsvetljuje svetlo beto. Urban Šifrar, ki svoj esej Kdo ve podpisuje s prispodobnim psevdonimom Albatros, je komisijo prepričal z vsebinsko bogatim in pripovedno tekočim esejem vihravo mladostnega, razgledanega duha, ki zna in nič manj pomembno, želi presojati zmerno in odprto, sintetično, edino odraslo pro et contra, kakor Peterson in Žižek, zavedajoč se, da se vsak odriv v odprto morje resnicoljubja začne, kakor sem pravi, z molkom, s prepoznanjem in priznanjem pomanjkanja in nepopolnosti, z rodovitnim dejanjem intelektualne ponižnosti, ki se ne zadovoljuje s tistim, kar že ima, temveč išče dalje, drugo in drugega. Branje knjižnih omotvorov, iz katerih odkrito zajema, zgodovinska perspektiva,
in etimološka dovzetnost za pojmovne verige pisca dviga čez sebe in mu omogoča, da se nad miselnimi problemi razgleda celoviteje in kompleksneje, s ptiče perspektive do podmorskih globin. Šifrar personalistično presega slepo ulico individualizma in kolektivizma, zagovarjajoč neponovljivo edinstvenost človeške osebe, ki edina mora nositi družbeno odgovornost. Na spoznavnem področju zanimivo preizprašuje odnos med mnenjem in vedenjem, prepričanjem in resnico, vero in razumom, zapisujoč na svoja mnenjska stališča osvetljuje z razumsko svetilko in teliko odkrije. Nagrajen esej v kategoriji dijakov prenaša dialoško sporočilo tiste humanistike, ki na dobro zastavljeno vprašanje odgovarja z nesklenjenimi odgovori. Takšnih odpirajočih zaključkov, kot bi temu rekel slovenski filozof Milan Komar, si mu vse želimo. Iskrene čestitke. Pa je svoj punkt Cegelc. Najprej bi se tudi rad še v imenu Slovenskega filozofskega društva izredno lepo zahvalil vsem sodelujočim in seveda tudi Slovenski matici Krki, ki je omogočila ta natečaj, ker mislim, da je bila to ena izjemna priložnost za mlade, da se v tem času, ki je zagotovo ki ga je absolutno zaznamovala zdravstvena kriza, kjer pravzaprav izredno sem vesel, da se lahko danes uživo dobimo po tako dolgem času. In meni se zdi, da je to tudi ena velika stvar. Nekako nas je popeljala skupaj. Ravno ta razmišljanje, ki so ga pripravili dijaki in študenti, in osebno jaz upam, da je to samo začetek še nadaljnjega plodnega sodelovanja, ki sicer že obstaja in zelo sem vesel. No, in ponosen sem bil na to, da smo dobili toliko odličnih izdelkov in res smo imeli težko nalogo pri komisiji. In kot ste mogoče tudi razbrali, na eni strani smo imeli te čudovite literarne, recimo tudi pravzaprav poglede, ki so nam pomagali poiskati, kdo se najboljše izraža med študenti. Imeli smo tudi najbolj subfilozofski pogled, ki ga bom mogoče predstavil študentki, tako da se upravičujem študentki, če je njena opis nekoliko manj, da rečem literarna, ampak toliko bolj filozofska poskuša biti naslednji. Če je to mogoče. O Čemažu, skalah in kitajskih prekletstih. Pri ocenjevanju prispevkov smo se pri Slovenskem filozofskem društvu osredotočali na izvirnost, tehtnost in jasnost izraza. Esej o Čemažu, skalah in kitajskih prekletstvih je študentski izdelek, ki najbolje ustreza ocenjevalnim kriterijem, zato ga predlagamo za nagrado. Esej o Čemažu, skalah in kitajskih prekletstvih predstavlja izvirno, dosledno in zelo aktualno razmišljanje, ki ustrezno sledi smernicam natečaja, vendar premise smiselno dopolni s presežkom lastne ustvarjalnosti. Esej se tako nanaša na predlagane podteme natečaja in o njih na pronicljiv način razglablja, pri tem pa ne deluje prisiljeno oziroma programsko. Jezik je večinoma tekoč, tematski prehodi taktni, avtorica pa izbiro tematskega miljeja in ritma razprave upravičuje s spretnim naslavljanjem osebnih občutij in izkušenj, ki pa ne odvzamejo mesta strokovnosti v eseju. Esej predstavlja razvid sodobnega razmišljajočega uma, ki spregleduje ozadje družbe navideznega izgubilja, ki jo usodno določajo aktualni ekonomski, politični in družbeni dejavniki, ki se nam pogosto prikazujejo z iluzorno nedolžnimi potezami in prikritimi nameni. Pričujoči esej je tako tudi uvajal kritično mišljenje. Mišljenje, ki se bori proti sovražni in ideološko občutljivi nevednosti. V tem se približuje zapozneli, a še vedno aktualni razsvetljenski težnji, za katero se zdi, da je v času pozdejstvene politične komunikacije in nehotenih posledic postmodernega nazora, ki se morda ne izmakne nihilizmu oziroma relativizmu, ponovno aktualno. Vsekakor bi bilo zanimivo videti, kako bi avtorica dopolnila svoje razmišljanja tudi v nekoliko daljšem formatu. Ampak v strjeni obliki kratkega eseja večkrat zadostuje spretno manevriranje med tezami Grošovnikove hotene nevednosti, sklici na relevantna mesta iz bogate zapuščine filozofije in prepoznavanje pogosto prikritih značilnosti stvarnosti, ki nas neposredno sodoloča. Vse to s pogledom, ki v končni instanci išče upanje za osebno in družbeno rast skozi razumevanje vsakdana. In s tem bi se tudi sam lepo zahvalil nagrajenki in tako. Sedaj pa prosimo našega predsednika, dr. Gabriča, če bi izročil nagrajencema
nagrado, priznanje. Morda samo še besedica dve z moje strani. Najlepša hvala komisiji. Vsak je že kdaj v kakšni komisiji sodeloval, ve, kakšen je to napor in kakšno je to početje. In pa ta druga stvar, ki mi je prišla na misel ob teh uvodih in Miljana Sunta in našega člana upravnega odbora in predsednika komisije, oba dva sta poudarila, da gre za nov dogodek, novo prireditev, ki jo je omogočil naš sponzor Krka. Moramo pa povedati, da knjige, ki jih bosta pa avtorja dobila, sodijo pa v zbirke z eno daljših tradicij pri Slovenski matici, torej eno najbolj kontinuiranih zbirk, seveda, ker vemo, da na slovenskem področju ni veliko založb, ki bi tako kontinuirano izdajala svetovne filozofske klasike in jih dopolnjevala s slovensko mislijo. In kot je že povedala naša urednica, upam, da je bil vaš izbor 5 knjig težak. Zakaj? Zaradi tega, ker, kot je bilo že rečeno, ste dobili tudi možnost in dovoljenje, da boste vse nadaljne, ki jih boste hoteli imeti, dobili po zelo ugodnih razmerah. Najlepša hvala, torej po mojem imenu. Moja prijetna dolžnost še ni končana. Lahko rečemo, da je filozofija zmožnost čudenja, tako kakor je izjemno lepo povedal Leibniz, zakaj neka stvar sploh je in zakaj nekaj je, zakaj ni nečesa. No, ampak komisija se kar lepo načudila, ko je brala 36. sejo. No in rekli smo, škoda, da bi tudi druga ustvarjalna misel, ki pa bi bila pač ni mogla biti izbrana, morali smo se odločiti, čeprav malo s težkim srcem, pa vendar smo rekli, da dvoje esejev zasluži tolikšen poudarek, da povemo na glas, da sta tudi ta dva eseja bila odlična in da zaslužita objavo v Antroposu in glasniku Slovenske matice. Tukaj gre za esej Po poti resnice, avtorice Lane Prosenak. Imela je šifro, ki je pomenila Upa poln pesimist. In tudi še drug esej z vidika večnosti Primoža Vidoviča, ki si pa dal za poletno šifro ZKJC 21, no, morda letošnjo leto. In mislim, da tudi ta dva, ker bosta objavljena, zaslužita aplavz. Mi smo še pri koncu, so pa še trije eseji, ki zaslužijo omembo, bodo dobili priznanje in se jih tako tudi spodbudo naj pišejo naprej, saj se tako filozofsko društvo, kako tudi Slovenska matica nadejamo še lepih ustvarjalnih del. Tukaj gre za besedilo Kdo ve, Emila Antonutija, ki ima prav tako zagonetno šifro v matematiki 0,20-62-0,2 in ki nam daje misli, da so že Pitagorejci povezovali matematiko z glasbom. No in potem naslednji esej je v vrtincu vednosti Alena Goleža, ki si je izbral šifro Vodnjak in res želi grebsti globoko. In še tretji esej Za tančico resnice Anastazije Gračner, ki ima šifro Iskra 2512 in tudi vsem trem iskreno čestitam.
predsednik komisije, spoštovana člana, predsednik Slovenske matice, vsem hvala za besede. Hvala za pronicljive obrazložitve nagrad, filozofsko-analitične, pesniško-lirične, čestitke nagrajencema, vsem avtorjem, ki so v ožjem izboru. Z velikim veseljem napovedujem drugi del nocojšnjega večera s knjigo, ki je pravzaprav zakrivila celotno dogajanje, ki nam je bila navdih, da nadaljujemo njeno izhodiščno misel o hoteni nevednosti. V veliko veselje mi je, da je danes nocoj z nami njen avtor, Tomaž Grošovnik, že tako za mizo, ki se mu bo pridružil Gašper Pirc, že tretjič povem, predsednik Slovenskega filozofskega društva. In to je to. Hvala, upam, da se vidimo prihodnje leto z novo temo, z novimi nagrajenci, z isto komisijo. Nasvidenje. Najlepša hvala še enkrat. Ne bom več posebno dolgo, da sem se dovolj poslušal o naših željah. Bi pa rad vseeno eno drugo stvar povedal. Zdaj približno letos je že nekako 2 leti tega, ko sva podobno sedela s Tomažem Grošovnikom, avtorjem knjige, kateri se bomo pogovarjali danes v dvorani Matice, na nadstropju višji. In takrat je bila to je bilo v bistvu prvič, ko nekako smo imeli tudi Slovensko filozofsko društvo, odkar sva jaz in Tomaž bila zraven, jaz sem bila podpredsednik, ko je bil on bivši, torej on je trenutno bivši predsednik Slovenskega filozofskega društva. To je bilo prvič, ko smo imeli nek dogodek na Matici in bil je odlično obiskan, bil je naš največji dogodek leta, pogovarjali smo se o vlogi etike danes. In to je bila ena ideja, ki jo je pravzaprav Tomaž ves čas nekako razvijal, se o tem bo tudi nekaj povedal in tudi preko svoje hotene nevednosti nekako poskušal opozoriti na njo, na pomen, ki ga ima etika v današnji družbi. In na neki način se je že takrat videl, to je etika pa vprašanje, recimo potem tudi, da rečem, nekega kritičnega mišljenja. Vse to so zadeve, ki se pogosto zakrivajo, ki jih pogosto hotena nevednost zakrije. In iskreno, nekako to knjigo, vsaj tisti, ki smo poznali Tomaža, smo zelo dolgo pričakovali, ker smo vedeli, da je to na nek način nasledek njegovega izjemno dolgega dela. In namesto, da jaz nadaljujem o njej, mogoče bi povabil kar avtorja ob začetku, da tudi sam malo predstavi svoje lastne inspiracije, da ne bom jaz kakšne krive vede govoril o knjigi in mogoče kakšno besedo o njej. Jaz bom kar prijel mikrofon v roke. Hvala lepa, Gašper. Preden bi povedal par besed o svoji knjigi, bi tudi sam se želel zahvaliti številnim ljudem, posameznikom, predsedniku seveda, potem urednici, ki je bila odlična in res fino spremljala produkcijo te knjige, pa tudi tajnici, predsedniku komisije, obema članoma. Jernej je moj študent, bivši, na kar sem še posebej ponosen. In tudi seveda sponzorju, pa vsem gostom, ki ste danes prišli tukaj poslušati mene in Gašperja in seveda priča tej podelitvi. Moram reči tole, res sem izjemno počaščen, da je ta knjiga bila predmet natečaja. To ni bila moja ideja, moram reči, in nikoli si nisem predstavljal, da bo se kaj takega zgodilo. 3 ducate esejev me je še toliko bolj presenetilo kot odziv. Zavedam se, da ni samo moja knjiga, seveda tega sproducirala, ampak to, že da je bila postavljena v središče tega, je zame res nepričakovan kompliment. In nasploh vsa podpora, ki sem je bil deležen strani Slovenske matice, je res nekaj, česar si nisem predstavljal. In moram reči, da me na nek način malenko skrbi, da ni to vrh moje kariere, ker sem vseeno še nisem 40 let star. Tako da res hvala vsem, to pač odziv je presegel
vsa moja pričakovanja in evo, od enega drugega študenta, Matija Žena, sem si oblekel Platona danes zaradi tega, ker je Platonova votlina tudi eno od izhodišč, okrog katerih se vrti moja knjiga. Zdaj, jaz sem že imel pogovor o knjigi v sklopu Slovenske matice in sicer mislim, da je bilo to v priložnosti ali pa tik za knjižnim sejmom v jeseni. Ta reče na spletu, kot tudi številni drugi matični dogodki na kanalu YouTube Slovenske matice in si definitivno izplača gledati. Tako da preveč ne bom obnavljal knjige, da se ne bi ponavljal in tudi, da ne bi odzemal pravzaprav nekega momenta najne izmenjave z Gašperjem. Rekel bi samo tole, hotena nevednost je nekaj, s čemer se že zelo dolgo ukvarjam. Intriganten mi je ta pojem. Opazil sem, da ko sem ga skoval, so ga ljudje posvojili, nekako ga tudi sami začeli uporabljati in zato sem se odločil, da ga malenkost preučim, kajti takoj v hoteni nevednosti zaslišimo neko napetost, nek paradoks, kako je možno hoteti, ne vedeti, če pa hotenje ravno predpostavlja, da vemo, kaj hočemo. Skratka, želeti nekaj pomeni to poznati. Zdaj pa želeti nevednost je na nek način se zdi, nek paradoks. Tako da ta stvar me je zintrigirala na eni strani, na drugi strani pa to, da se kljub tej paradoksnosti zdi, da je teh primerov hotene nevednosti ogromno. Sam sem na to naletel najprej v sklopu svojih ukvarjanj z okoljsko etiko, kjer sem nekako ugotovil, da morda problem našega odnosa do okolja ni v tem, da ne bi vedeli, kakšne so posledice naših ravnanj, pač pa mogoče v tem, da nekako se tej vednosti izogibamo, ki je neprijetna. Potem z svojimi ukvarjanji z etiko živali, kjer sem prišel do podobnih zaključkov, na koncu pa sem rekel nič, želim malenkost bolj poskušati kategorizirati različne pojave, ki jih lahko uvrščamo pod hoteno nevednost, kajti, kot je rekel en kolega Gorazd Andrejič, ob neki priložnosti ravno v Trstu je bilo na enem simpoziju, da se zdi, da je to pravzaprav toliko različnih fenomenov, spoznavnih in tudi družbenih, ki jih lahko ugotovimo pod ta pojem, da je na nek način to nek konglomerat, prej kot pa neka enotna stvar. Imamo lahko sprenevedanje, lahko imamo samo zaslepitev, lahko imamo recimo odcepitev, disociacijo spominov, lahko imamo samo prevaro, skratka ogromno nekih različnih situacij epistemskih, ki jih lahko uvrstimo pod hoteno nevednost. Tako da sem tudi to želel nekako preučiti, in posledica teh premišljanj je ta knjiga. Toliko bi rekel uvodoma. Super, najlepša hvala. Mislim, da je knjiga tudi kar precejšnja filozofska uspešnica, tako da mogoče je res skoraj da malo nepotrebno, ker prepričan sem, da ste skoraj vsi, ki ste tukaj vsaj slišali za njo, tisti, ki ste se mogoče tudi kaj že pisali o njej. In zdaj mogoče bi bilo res najbolj smiselno, da se vrneva še zmeraj nekaj let nazaj in povprašava glede tega pogledava. Takrat, ko se pričel ukvarjati, pravzaprav, ko si nekako prišel do te primarne, tega, kot si rekel sam, tega okoljske etike, ko si imel. Nekako si nisi mogel verjetno predstavljati, da bomo čez nekaj let v situaciji, v kateri je, da rečem, ta hotena nevednost, ki je postavil še toliko bolj nevarna, toliko bolj neposredno zaznavna v času COVID-a, v času zdravstvene krize. In mogoče si te kdaj tako zdaj v zadnjih mesecih si bil zagotovo, si bil, to vemo, deležen precej pozornosti, ker se recimo izpostavljal ravno na probleme, ko se ta hotena nevednost tudi praktično, ko recimo tudi vpliva na konkretno razumevanje reči teorije zarote, so že en tak primer tega. In me zanima, si mogoče že pred tem, ko si še pisal, ko si recimo pripravljal material za knjigo, si že tudi imel te tudi razširišne posledice, ki bi se lahko pojavile takrat v mislih, ali bilo to res nek, da rečem čisto skoraj da, zelo nesrečen slučaj? Ja, to je bilo, kako ne rečem, ne naključno naključje pravzaprav. Skratka, ko sem začel se ukvarjati z knjigo, ni bilo COVID-a. Knjigo sem začel pisati jeseni 19 in potem, ko sem pa na njej delal, pa je naenkrat prišla pandemija.
Tako da v resnici se je v realnosti zgodilo to, kar sem nekako začenjal misliti pred tem, ampak na nek način me to ni presenetilo. Zaradi tega, ker se mi zdi, da je to res en tako obče prisoten fenomen naših izogibanja različnim informacijam, da je samo vprašanje časa, kje in kdaj na kakšen način izbruhne. Rekel bi takole, da mogoče zdaj najbolj občutimo te posledice hotene nevednosti, skepticizma glede cepljenja ali pa vseh teh zarodniških teorij, To je še posebej zanimiva točka, teorije zarote, o katerih mogoče rečem kakšno besedo v nadaljevanju. To zdaj srečujemo, mogoče na eksplicitni ravni, ampak v resnici je ta hotena nevednost nenehno prisotna v naši družbi, samo se je mogoče niti ne zavedamo. V odnosu do okolja, v odnosu do živali, mogoče gotovo, tudi verjetno migrantska kriza in tako naprej, tudi humanitarni problemi. Zdaj, je pa, glede teorij zarote je pa zanimivo tole. V mojih analizah sem skušal pokazati, da so pravzaprav teorije zarote tolažba, kar je čudno, zato ker teorije zarote pravzaprav slikajo neko mračnjaško sliko sveta, kjer imajo zlikovci v rokah naše življenja in manipulirajo z našimi usodami, ampak če pogledamo z druge strani, vidimo, da je neka predpostavka teh teorij ta, da ima nekdo nadzor nad svetom, da so stvari pod kontrolo. In pravzaprav postulirajo neko gotovost, ki je onkraj te kontingence človekovega življenja. In v tem smislu sam vidim teorije zarote v resnici kot beg, ta čisto eksistencialistični beg pred negotovostjo, odprtostjo naših življenj, pred tem, da nam tudi najboljša znanost ne mora ponuditi nekih dokončnih odgovorov, ampak da so naše življenja odprta, da nimamo stvari pod nadzorom. In rad uporabim to prispodobo, da raje, kot da bi se sprijaznili s tem, da ni nikogar za volanom našega avtobusa, ki se drvi ne vem kam, mislimo za teorijo zarote, da je nekdo, ki sicer podoben, sedi za volanom, ampak vseeno ima stvari pod kontrolo. In če mi izruvamo ta volan, recimo lahko mi dobimo ta nadzor nad svetom. Tako da mislim, da so pravzaprav, to je ta paradoks, teorije zarote so skeptične na svoji površini, za njimi pa je dejansko neka globoka vera v človekov nadzor nad svetom in nad dogajanjem. Kar pravzaprav vidimo, če pomislimo samo na te ideje, tale, ko so napadali Kapitol v ZDA, in potem so intervjuvali tega mladeniča, ki je imel to kapo, čudno, pa te perifernalije, vikingovske. In zanimivo je bilo to, da je on bil prepričan, ORF je delal intervju z njim, on je prepričan, da obstaja kvantna energija že, da obstajajo rešitve za vse energetske probleme, ki jih ima človeštvo. Skratka, v resnici izpričuje neko vero v znanost, vero v kontrolo, ki pa je trenutno pač v rokah nekih zlobnih pedofilov, ki manipulirajo z nami vsemi. Tako da, kje je tu hotena nevednost, ali pa nevednost, neko izogibanje nekemu dejstvu človeka iz eksistence, je ravno v tem bežanju pred dejstvom negotovosti, kontingence tega, da se lahko enostavno zgodi, da nek virus pravzaprav paralizira globalno celotno človeštvo, paralizira življenje ljudi, pomori milijone in enostavno proti temu, kljub vsej znanosti in vsem, kar imamo, pravzaprav ne moremo ničesar storiti. Zagotovo so to izredno pomembno vprašanje, ki nenazadnje izražajo pravzaprav ta pomen, ki ga ima etika. Tako kot sem že v začetku rekel, mogoče v prvi stvari, govorili smo o etiki v družbi in celoten Tomaževa knjiga se meni tudi bere kot na nek poskus, na neke upozoritve na to, kajti jasno, kot je bilo že izraženo in kot sem že samo rekel, kot je tudi že Tomaž nekako namignil, etika je tisti ključni postavek tudi v zadnji. Seveda tukaj se gre za vprašanje kritičnega mišljenja, gre se za vprašanje resnice, ki se bo dotaknila mogoče malo kasneje. Ampak je pa tudi izredno pomembno to vprašanje, če ne najbolj pomembno to vprašanje etike, ker v končni fazi, tudi iz mojega stališča pa tudi potrjuje to, da Tomaž kar zagotovo v knjigi, ko recimo Kant, ko govori pravzaprav o
da rečem, hotenje nevednosti, o tej nezmožnosti, tukaj se zagotovo nanaša na praktično življenje, tukaj se gre ravno na ta moralni jaz. In ključna zadeva, ki tukaj je, da pravzaprav biti moralen pomeni na nek način tudi biti odprt do sebe, biti recimo, da rečem tako, slediti svojim vlastnim zmožnostim. Tako da etika je tukaj zagotovo nekaj, kar je v ozadju tega. Ne? In mogoče bi dovolj si samo še prebrati delček ene stvari, ki jo imam že naprej, namreč recenzije, ki bo še išla, tako da je to vaša prva Alene Begić, je napisala Hotena nevednost Tomaža Grošovnika je zanimiva razprava o nenačrtnem človeškem izogibanju vednosti, njenih različnih filozofskih preoblekah v zgodovini zahodne misli ter njenih dvoumnih vlogah v etičnem in neetičnem ravnanju tako družbe kot posameznika. Na to sem zdaj želim opozoriti. Predvsem ta dvoumnost, recimo, hotenja nevednosti v zvezi do etičnega. Dvoumnost je lahko tale, v resnici, kar sem tudi želel pokazati bolj proti koncu svoje razprave. Lahko je nevednost, hotena nevednost včasih v resnici moralno zaželena. Kdaj? Kdaj je pa vredu biti neveden? Vi ste morali biti nevedni, vi trije kot člani komisije. Ravno zato smo imeli šifre kandidatov, da ne bi bili pristranski. Skratka, in zato malo prispodobi Dike, boginja pravice, zalezane oči. Ravno zato, da je ne bi premotile neke informacije oziroma neke lastnosti, ki so irelevantne za presojo. Tako da v resnici imamo dolžnost biti nevedni takrat, kadar lahko upravičeno domnevamo, da bi naša seznanjenost z nekaterimi dejstvi lahko vplivala na naše odločitve. To so ravno primeri odločanj komisij, ocenjevanj, pa tudi kakšni drugi se najdejo. No, najde se tudi ta primer, ta je pravzaprav Nietzschejev. Nietzsche je pravzaprav prvi avtor, mislim, da ki izpostavi kreativno vlogo hotene nevednosti. Že tam v Zaratustri, v tistem poglavju, kaj je osel, lev pa otrok. Mislim, da so to te stanja duha. In otrok je v resnici za levom, neka višja stopnja duha. Zakaj? Zaradi tega, ker čeprav je lev neka plemenita, pogumna, močna žival, pa nima tega, kar ima otrok, to je neka nevednost, pravzaprav nek začetek, neka spontanost, neko vrelišče energije. In v resnici je tako, to se mi zdi še posebej pri umetnosti, pri umetnikih, kadar umetnik ustvarja, ne rabi poznati vse zgodovine svoje umetnosti. Pravzaprav je v nekem trenutku nujno, da rečem ne, zdaj se moram pa zapreti vase in nekaj ustvariti. Ne moram več samo preučevati zgodovine, ker me to lahko v nekem trenutku tudi blokira. In zdaj pisci to vemo, ko nikoli ni dovolj prebrane literature, da bi se lotil pisanja. V resnici ta kreativni akt začetka pisanja na neki točki zahteva natanko to, da se odločiš, da boš začel pisati kljub temu, da ne veš vsega in nisi vsega predelal. Tako da to sta mogoče dva momenta, ki je pravzaprav imaš dolžnost, pa je dobro, da ostaneš neveden. Je pa tudi, hočem pa tudi pokazati ali pa vsaj začeti nek razmislek o pravici ostati neveden, ali obstaja tudi pravica posameznikov pred tem, da so nevedni, in tudi tukaj se izkaže, da v nekih ekstremnih primerih je to v resnici dopustno. In sicer takrat, kadar bi, zdaj v literaturi, bom pač povedal, sicer je malo takšen morbiden primer, ampak recimo, če imamo nekoga, ki je terminalno bolen, ima ta oseba v resnici pravico zavrniti seznanjenost z podrobnostmi poteka svoje bolezni. Ker ta vednost tako ali tako ne bo spremenila ničesar, lahko pa samo v resnici poslabša kvaliteto bolnikovega življenja. Ali pa recimo seznanjenost z nekimi tragičnimi okoliščinami, v katerih se je zgodilo kaj res hudo slabega
družinskim članom ali kaj takega. To so v resnici so to pravice posameznikov, da ostanejo nevedni. Je pa res, da je potem tudi tanka meja med tem, da lahko začnemo izkoriščati to pravico ostati nevedni, zato da lahko nadaljujemo, tako kot bi rekel Tomaž Akvinski, ki vidi vlogo hotene nevednosti pravzaprav v tem, da lahko nadaljujemo z grehom. Kako ignorancija voluntarija, to je v bistvu hotena nevednost po latinsko, se kot termin pojavi pri Tomažu Akvinskem. No, ko si pa omenil Kanta, Gašper, pri Kantu je pa zanimivo tole, Kant je pa pravzaprav bi rekel prvi, ki postulira idejo razcepljene duševnosti. Namreč imamo več različnih teorij, ki se skušajo spopasti s tem, kako zdaj misliti hoteno nevednost, kako je možno hoteti ne vedeti. Če pa, kot sem rekel na začetku, hotenje predpostavlja seznanjenje z predmetom, katerega se želi, katerega hočem. Nekako 3 glavni odgovori na ta problem so, en je ta, da v resnici obstaja časovni zamik, da ni tako, da bi v enem trenutku hkrati hotel to, česar ne vem, ampak se prepričam v nekaj in potem čez nekaj časa začnem to verjeti, tako da v resnici ni trenutka, kjer bi skupaj želel in ne vedel. Drugi pristop je pa tale, v resnici zelo popularen, tudi psihoanalitičen, razcepljena duševnost, ki rečemo, en del duševnosti, ena regija želi nekaj, druga nekaj nasprotnega. In v resnici lahko ta razcep, to idejo, da smo razcepljeni subjekti, najdemo pri Kantu, pri njegovi analizi tega inere ljuge, notranje laži, kjer pravi, da lažemo pred svojim notranjim sodnikom. In njegovi primeri so ti, ko se nekdo pomoli zvečer, preden gre spat pred stvarnikom, čeprav v resnici ne verjame stvarnika, ampak za vsak slučaj se prepriča v neko svetohlinstvo, in na ta način laže samim sebi. Pri čemer je za Kanta, kot vemo, laž problematična, ne zato, ker bi bila moralnost tem komu kaj škodilo, kaj takega, ampak problematična, kaj je problem samo prevare in tega laganja samemu sebi, da je to v navzkrižju z človekovim dostojanstvom po eni strani in da je v resnici laž kot taka je zanj protislavje, zaradi tega, ker jezik predpostavlja resničnost izrečenega, če naj bo sploh smiselni, če naj bo sploh jezik. Torej, laganje v resnici zloraba jezika in kot tako je protislovno. Tako da, to je njegova analiza, ampak on je kot rečeno prvi, ki postavi tega notranjega sodnika in nek razcep v subjekta in uporablja ta v metafiziki navi, ta pojem notranje režime. Več pa v knjigi. Ne, zagotovo, Tudi ravno ta vprašanje inteligibilnega jaza, ki je v končni bazi seveda praktični in ki nedvomno ne gre za vprašanje razuma, to je pravzaprav ena točka, ki mogoče bi že kar nekako opozarjala naslednjo zelo pomembnost. Namreč pisci, ki so poslali svoje eseje in ki so se osredotočali na hoteno nevednost, so še bolj pogosto kot na etičen problem opozorili na problem resnice, ki se s tem izpostavlja. In to je neka stvar, ki se nam zdi res samoumevna, ko beremo to knjigo, ko slišimo za izraz hotena nevednost. To je zagotovo tista prva stvar, ravno ta status resnice. In 20. stoletje je prineslo eno ogromno spremembo v tem. Namreč recimo od hermeneutičnega doživljanja, ki je vplivalo praktično na celoten, da rečem, diapazon kontinentalne filozofije, pa to neko, pa seveda že pred tem, na nek način tudi predhodnik, brutalni predhodnik postmodernega mišljenja v Nietzscheju. In to so bile stvari, ki so zagotovo nekako popolnoma razsrediščile tudi razsvetljensko težnjo po nekem obvladovanju sveta. In to je bila zagotovo ena stvar, ki se kot neka vrste refren ponavlja skozi knjigo, se mi zdi. Mogoče, da za začetek tudi nekaj poveva še malo več o tem, kje se v 21. stoletju nahaja problem hotene nevednosti v razmerju do resničnosti kot take, do teorije resničnosti. To je mogoče celo Gašper prezahtevno vprašanje zame, priznam. Zdaj, mislim, teorije resnice so različne. Zdaj, kam mene recimo pelje to raziskovanje hotene nevednosti v nekem, bom rekel, epistemološkem smislu, spoznavnem teoretskem, je bolj k neki vrlinski epistemologiji.
kjer se pravzaprav izkaže tole mogoče, ne, da je ta ideja resnice kot adekvacijo intelektu etreji, ne, se pravi ujemanja duha z stvarjo, ne, problematična zaradi tega, ker nekako resnico predstavlja kot nekaj, kar je tam zunaj, kar lahko najdemo. Ne vem, zdaj, če rečem, za mano je ginko, ne, pogledam je res ginko, ne, pa sem zadev, ne, ker se je beseda poklopila z rečjo, ki je tam zunaj. Ta neka teorija resnice je problematična, ker predpostavlja nek neproblematičen odnos med subjektom in svetom, neko zrcaljenje. Ne. Medtem ko se v resnici izkaže, da, ne, in to se mi zdi tudi eno izmed sporočil, ne, Platonove prispodobe o votlini, ne, da je pravzaprav mora človek biti preduglašen za spoznavanje, da ne moraš kar pričakovati, ne, če nekoga daš iz votline, ne, da bo zdaj spoznal, prej sem pa bil v zmoti, ne, ampak je v resnici potrebna neka transformacija, preobrazba, ne, neka izobrazba, pravzaprav preden lahko resnico spoznamo. Zdaj, ne vem, če je to potem bolj voda na mlin, kakšni tej, ne pragmatistični, ampak tej koherenčni teoriji resnice, ne, mogoče tem bolj hermeneutičnim tudi vidikom, ne, kaj pravzaprav resnica je, kako resnico produciramo. Po drugi strani se mi pa zdi, bom rekel, ne, tudi tem marksističnim, ne, in altuserijanskim idejam pravzaprav, ne, ker je resnica nekaj, kar producira neka družba, ne, in resnica, ki jo producirajo jetniki v votlini, ne, tu je recimo neka hotena nevednost, eksplicitno pri Platonu, ne, zavračanje tega messengerja, ne, tega osobojenca, ki se želi vrniti v votlino in svoje kamerade, ne, seznaniti s tem, da so pravzaprav v zmoti, ga zavrnejo, ne, želijo ga ubiti, tako kot Sokrates so Atenice obsodili na smrt. Zakaj? Zaradi tega Platon reče, ne, ker bi ogrožal njihovo družbeno hierarhijo, ne. Ljudje so si prej podeljevali nagrade glede na to, kdo je najbolj uspešno znal razpoznati zaporedja senc in tako naprej. Ne. Skratka, družba se je strukturirala na neki resnici prepoznavanja senc. In če je ta predpostavka družbe ogrožena, ne, se sproži seveda ne, hvala, da ste nas obvestili, da smo v zmoti, ne, povejte nam, kaj pa je tam zunaj, ampak ne, sproži se nek obramben mehanizem in v bistvu izločitev tega posameznika, ne, žrtvovanje, tudi lahko rečemo tega posameznika zato, da se ohranja, ne, nek družben red. Zato ima ta hotena nevednost, ne, kot ideologija, ne, v resnici neko konzervativno funkcijo, ne, ohranjanja statusa quo, tudi ohranjanja družbenih razmerij. In s tem, kot rečeno, pravzaprav preidemo v to, ne, bolj ne, te socialno-epistemološke vode, ki so tudi prisotne in nekako v knjigi skušam pokazati, da obstajata dve liniji, ne, razumevanja hotenja nevednosti. Ena je ta, ki gre res na izrazito subjektivno raven, ne, na raven posameznika. Tukaj je gotovo, ne, na prvem mestu sveti Avguštin, ne, v njegovih izpovedih, ne, in o Bog, daj mi spoznanje, sam ne še takoj. Ne. Malo bi še rad ustrajal, ne, v svojem grehu. Ne. In potem Kierkegaard, ne, se mi zdi, je drug tak avtor, in ne, pa tudi mogoče Joseph Butler, ne, to je en zanimiv avtor, ki sem ga odkril nekje tako predhodnik škotskega razsvetljenstva, izjemno zanimiv škof, pač angleški, je bil, mislim, da je bil angleški škof. No, skratka, imamo to linijo, ne, bolj nekega individualnega soočanja z hoteno nevednostjo, na drugi strani je pa ta, ne, tu se da navezuje na to socialno epistemologijo, ne, ta družben moment, ne, kako funkcionira hotena nevednost na ravni družbe. Tukaj imamo Rousseauja, recimo, ne, njegovi kritiki teatra, ne, ko so enciklopedisti predlagali, da bi v Ženevi odprli teater, je Rousseau bil proti, ne. Zakaj? Zaradi tega, ker je bil prepričan, da teater pravzaprav vodi odvod
za moralna čustva ljudi, ne, da sočustvujejo z onimi trpečimi junaki v tragediji, sami pa si mislijo, da so dobri, ne, meščani in meščanke, zato ker so sposobni tako velikega sočutja z trpečim likom na odru, medtem pa lepo pridno nadaljujejo s svojimi pregrehami. Ne. In je videl v resnici ta moment, ne, in je nek predhodnik potem, lahko rečemo, Hegelovih razmišljanj. Hegel eksplicitno obravnava v resnici, kar bi lahko imenovali kot ena nevednost v čisto družbenem kontekstu, in potem seveda ostalih mislecev bolj tak marksističnega tipa. Ne. S tem, da kot rečeno že pri Platonu pravzaprav lahko zasledimo to družbeno dimenzijo. Tako da to je vse, kar bi lahko odgovoril na to vprašanje, ne, kakšen je ta zdaj filozofski odnos do razumevanja resnice, teh teorij resnice, ne. Pač nekako se mi zdi, da je, ne, tako kot druge, ne, sodobne filozofije, gre to razumevanje k neki malo razgradnje te tradicionalne teorije resnice in nasproti hermeneutičnim pogledom, tudi socialno-epistemološkim in pa mogoče resnica kot koherenca, ne, pripričan. Svoje, te moram prav, ne bom rekel ravno pohvaliti, ampak v bistvu se zelo hvaležim, ker si tako lepo postopničko prišel točno do nekakve naslednje vprašanja. Ker ja, v bistvu točno to je šlo in to se tudi razbere skozi knjigo, no, tudi tako sem jaz interpretiral, namreč gre se za to, no ne vem, zdaj, če smo zdaj tukaj zelo strogi, ne, gre se za izraz, da tukaj kar se da razbrati so neke interpelacijske teorije resnice, ki pa ni zdaj, kar pa je to zdaj tudi en tak zelo širok pojem, ne. Ampak na drugi strani pozarjaš, da je tukaj tudi zmeraj neka prvina, da rečem, neke političnosti v bistvu v razumevanju, ne. In jaz sam se spomnim recimo razprave Hannah Arendt, ki v bistvu učita Heideggerju, na primer, mislecu, ki je zagotovo zaznamoval tudi svojo, da rečem, preteklost. In tukaj zdaj tudi upozarjam na to, kar si omenil o Rousseauju, ker Rousseau je še en mislec, ki je ravno poznan tudi po nekem, da rečem, takim zelo svojevrstnem življenjskem slogu, ki ni nujno sledi v njegovem razmišljanju. In no, kar opozarja je, da je bil Heidegger slep do političnosti. Ne? Danes pogosto imamo politika, ampak njegov problem je ravno to, da je zatisnil oči pred neko političnostjo svojih misli. In tukaj na nek način se mi zdi, ravno tvoja knjiga najbolj opozarja na to, da resnica zagotovo ni stvar neke gole epistemologije, ampak je stvar zagotovo tudi neke politične umeščenosti posameznika. In to se lahko, po moje, lepo poveže že s tem, kar se govori o etiki. In zdaj na tej točki, ne, pravzaprav imamo pa še en pojem, ki je vse bolj pomemben, pojem ideologije, ki si ga tudi že omenil. In mogoče, če se spet vrnemo na začetek od teorije zarote, ne, na nek način tukaj zagotovo kaže pravzaprav ravno prek pojma ideologije, ta ključen problem hotene nevednosti, ne, da se najbolje kaže. In ne vem, ne, mogoče še zadnji stavek o tem, v Sloveniji recimo imamo tak primer, recimo obstajajo teorije, ki so navzoče, teorije zarote. In recimo edina, ki je pri nas kolikor toliko navzoča, je ravno kulturni marksizem. Ki omenjaš, recimo ravno marksistični avtorji so tisti, ki so posebej upozorili na ta problem. Ja, zdaj po pravici povedano, s tem se nisem še toliko veliko prav za tem fenomenom kulturnega marksizma in tega ukvarjal, tako da tukaj si ne upam kaj posebej soditi, je pa gotovo to neka zanimiva, definitivno zanimiva tematika. Zdaj, kje sem se sam skušal dotakniti ravno teh družbenih političnih momentov, ne? Zdaj, ena stvar, te se niti nisem toliko dotikal, ne? To je pač holokaust, zanikanje holokausta. Tega se nisem toliko dotikal zaradi tega, ker se mi zdi, da je to že tako jasno, da je vsem nam res jasno, da je šlo za neko globoko hoteno nevednost. Ne? Ampak, no, mogoče je to zanimivo, to mislim, da omenim, ne? Ne zdaj samo hotena nevednost na strani se pravi državljanov takratne Nemčije, Tretjega rajha, ki niso hoteli vedeti, kaj se dogaja, recimo, ne? Za zidovi taborišč, ampak v resnici, ne, tudi Judov, ki niso hoteli pobegniti, ker so bili prepričani, da ne, to se nam ne more zgoditi, ne, se pravi, ta fenomen se mi zdi izjemen, ne, da pravzaprav žrtev sama ne dojame groze, ki se ji bo zgodila, ne, kot skoraj ne mogoče neka analogija s tem štokholmskim sindromom. Ne, ta in tukaj se potem sam navežem v resnici na te Varlam Šalamov, moj res eden izmed priljubljenih avtorjev, ne, te pač gulag literatura, ne, tudi na Steinerja, kar na Steinerja, ampak predvsem Varlama Šalamova, ne,
oba opisujeta, ne, te ljudi, ki so jih vtaknili v Ljubljanko, ne, tale zapor, ne, stalinističen v Moskvi, ne, in ko so ljudje prišli noter, ne, nov zapornik pride in je jezen na ostale, ne, vi ste ti ta slabi, ne, jaz sem pa po krivici tukaj, ne, in potem komaj čaka, da bodo zaslišali, da bodo dokazali svojo nedolžnost, ne, tako verjame. In potem, ko vidi, da je sistem skorumpiran, ne, hoče pisati Stalinu, da bo Stalin vedel, kaj se tukaj dogaja. Ne. Tako ta žrtev verjame v pravičnost sistema. Ne. In to se mi zdi, ne, je neverjetno in na tem pravzaprav tudi potem temelji cel sistem gulaga in taborišča nad medsebojnem obtoževanju drugega ljudi, vseh ljudi, ki so žrtve. Ne. Tako da, mogoče spet navezava nazaj na Altuzerja, ne. Za Altuzerja, pri Altuzerju ni tako, da bi bil tam nekdo, nek ideolog, ki bi nas zatiral. Drugi smo zatiralci, ne, nas samih. In to se mi zdi, da v tej taboriščni literaturi ti avtori res z tekočo briljanco in neverjetno psihološko analizo izpostavijo. Recimo Valam Šalamov ima eno zgodbo prokurator Judeje na Žida, na koga se sklicuje, kjer pač Ponci Pilat ne prepozna Jezusa, kdo si ti, ne ve, da je to tak, ki ga je obsodil na smrt. In potem primerja to z enim kirurgom, tam v Magadanu, to je pri Kamčatki na vzhodu Rusije, tam je bilo eno izmed najbolj brutalnih teh taborišč. In ta kirurg, ta zdravnik je vedel imena vseh pacientk in pacientov, ki jih je zdravil, čisto vse. Pozabil pa je prvi dogodek, ki mu je bil priča, ko so ga premestili tja v Magadan. In to je ta dogodek, ko je bil, ko so s parnikom pripeljali ljudi in jih je bilo na tisoče mrtvih pod palubo. So ta trupla sem padala iz palube. In tega se pa ni spomnil. Enostavno ni njegova zavest, tega sploh ni prenesla. No, tako da, to so zdaj res, kot rečeno, te morbidne zgodbe, ampak mislim, da je te dimenzije, te nevednosti, tega verjetja v pravičnost sveta, v nedolžnost, ultimativno sistema, da je dober, da so samo neke pomanjkljivosti, ki jih je treba popraviti, v to, da so drugi mogoče slabi, pa mi smo pa dobri, in se nam posledično mora zgoditi sem dobro. To je v resnici del vse te neke nezmožnosti, v bistvu sprijazni se s tem, z neko kontingenco, kot bi sam temu rekel, človekovega bivanja, ki pa tako kot praviš, lahko dobi zelo hude politične razsežnosti. Mislim, da je tukaj tudi, absolutno se strinjam seveda in osebno, kar jaz tukaj se spomnim, tudi ko sem še za prekleti za doktorat študiral, kar me je posebej pritegnilo, je bilo pravzaprav ravno debata o nacističnih, se pravi o sodstvu v nacistični Nemčiji, se pravi neki strukturi, ki je omogočila, pa obljubim, da ne bomo več obljubili tema, ampak ki je omogočila nek, da rečem, pravzaprav delovanje sistema, se pravi pod vodstvom Führerja. In tukaj je zelo močna debata pred leti in na nek način je bilo pravzaprav ves čas ta izraz, da ni bila hotena nevednost, ti povedal, zadaj izraz ne bi bil takoj, ampak bilo je pa za izraz pravzaprav ravno ta ignoranca, recimo, ali pa strah pred razmišljanjem več. In ključna težava v tem je bila, da recimo ideja za tem je bila, da je takrat v Nemčiji vladal zelo močan pozitivizem, pravni pozitivizem. In iz tega stališča pravniki niso želeli razmišljati, da rečem reflektivno o svojih problemih, tudi na ravni, recimo, da rečem tako neke ustavne interpretacije. In ključna zadeva, ki je, to je nekako mnenje, ki je prevladovalo 50 let približno v zgodovini. In imamo avtorje, v zgodovini, ki so praktično na račun tega napisali celotne nove poti, zdaj ne vem, to je zdaj sicer stroga filozofija prava, ampak recimo tretje poti v razumevanju prava, naravni prava in pozitivizmu. Ampak, recimo Radbruch. Ampak primer, ki je bil ključen, mislim, problem, ki je bil zaključen, je bil pa, da ni šlo za neko hoteno nevednost uradnikov, ampak je šlo pravzaprav za neko hoteno nevednost po delovanju pravnega sistema. Tako so začeli dokazovati. Ključna zadeva je pa to, da niso razumeli, kako pravo deluje in so ga interpretirali politično. In na kaj zdaj merim? Da tudi pravzaprav v razumevanju kompleksnejših sklopov, strukturnih, recimo, da rečem, konkretnih struktur v družbi,
imamo ta problem, recimo nevednosti tega, s čim se sploh ukvarjamo. Ne z razumevanjem ozadja, ampak tega, kar se sploh ukvarjamo. In se mi zdi, da tudi v knjigi malo namigneš, da pravzaprav recimo na ravni zakonodaje in tako naprej je velik problem nerazumevanje sveta okrog nas, tukaj se spet na tak hermeneutičen razumevanje navezuje. Ja, lepo so zdaj to speljali napravo, da mi je všeč, da so zapustile tiste vode. Ja, zdaj takole je. Willful ignorance je termin, ki se uporablja v anglosaškem pravu v resnici in je nekaj obremenilnega lahko za osebo, ne, za nekoga, ki si bi bil dolžen seznaniti z nečim, pa recimo lahko upravičeno sklepamo, da se namerno z nečim bi se seznanil. Ne. Mislim, zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker seveda, če nečesa ne veš, ne, in si storil neko dejanje iz nevednosti, je to manjša stopnja problematičnosti, ne, dejanja, se opravičujem, ne poznam toliko dobro pravnega besednjaka, da bi lahko s samimi pravnimi termini o tem govoril, ampak sem prepričan, da se razume, kaj hočem povedati. Se pravi, kazen je manjša, preprosto blažje dejanje je, ne. Medtem ko, če nekaj storiš pri polni zavesti, je pa to seveda polno naklepno, polno si obremenjen. In zdaj, ko da tukaj vmes, vmes je pa ta siva cona, ko nekdo ne želi vedeti. In anglosaško pravo ima ta pojem namerne neseznanjenosti. Se pravi, moral bi bil vedeti, pa nisi vedel, lahko sklepamo, da si v resnici nisi hotel vedeti. In je to potem vseeno dejanje, ki je manj problematično kot čisti naklep, ampak bolj problematično kot zgolj neka nevednost. Zdaj, ko sem se pa pogovarjal z enim mojim dobrim prijateljem, slovenskim pravnikom, se rad z njim pogovarjam, mislim pa zato, ker je konzervativen v teh svojih pravnih naziranjih, je pa rekel, ne, tega mi ne rabimo, to se da vse, to je zanemarjanje, to je, skratka je, nekako njegova teza je bila ta, da v resnici ta fenomen lahko preinterpretiramo in zaobjamemo pač z drugimi pravnimi kategorijami in da ga ni potrebno posebej vnašati v pravni sistem. Pa ne vem, če me je čisto prepričal, da je temu res tako, ampak ja, se mi zdi, da je to neko polje, kjer bi veljalo malenkost bolj raziskati tematike. Sam bi si želel, da bi kak res pravnik tudi mogoče malo pogledal še dodatno te stvari, da bi skupaj malo o tem razmislili, ker se mi zdi pač vseeno nek zelo pomemben v resnici namen priprave. Hvala, jaz sem tudi zelo vesel, da si se odzval temu vabilu na pravo, ker nekako sva se že kar lepo zagovorila, upam, da je všeč, da ni prenaporno. Počas prihajava za to sklepen del, tudi zato smo malo šla po teh stopnjah, samo osebno. Tudi trdo verjamem na to, da recimo družbena struktura človeka omečena nekako, da se nadaljuje stopen nekaj individualnega razumevanja, potem pravnega dojemanja in seveda na koncu politične skupnosti. In tukaj zdaj mogoče sledi moje predzadnje vprašanje. In namreč govorila sva o pravu, govorila sva o tem, da ne nazadnje, zdaj tukaj se spečo mogoče na malo bolj individualni nivo, ampak ne glede na to, da je ključno tudi za neko pravo. V končni fazi seveda preko političnega, preko vsakme zakonodaje. Ampak ves čas pa opozarjaš tudi na pojem odgovornosti, nekako skozi besedilo, pa skozi tega, kar sva pregovorila v resnici, pa kar sva pregovorila v morali. In na nek način se zdi, da pravzaprav, kje še ta odmeva, pravzaprav ta problem hodene nevednosti je na neki globalni ravni, na ravni odgovornosti zahodnega sveta, na ravni recimo tudi, in to se je videlo mogoče tudi zdaj ravno v času krize še bolj kot bolj. In tukaj se mi zdi ena ta srčika, in pred leti se spomnim, da si mi enkrat rekel, da se ti ta pojem zdi malo čuden, ta Twitter politika, povzdejstvena politika, zdaj se mi zdi, da vedno bolj tudi mi v Sloveniji verjamemo ta pojem. Tako da mogoče, če bi tukaj še nekaj povedala še o tej hodeni nevednosti, v tem njenem najbolj, da rečem, razsežnem. Ja, mislim, čakaj, zdaj pa... Ja. Tako.
Mislim, da je to pravzaprav povezano tudi že s tem, kar sem govorila, z vsemi temi ideologijami, ne, z to neko prepričanostjo, ne, da imamo tudi mi prav ali pa da smo dobri ljudje, da znamo pravilno upravljati svetom ali pa ta ideja najboljše, da mi, ker če bi kdo drugi bilo še slabše. Ne. Zdaj, kar se tiče te, kje sem jaz malo skeptičen glede tega, da je to kakršnakoli novost, ta postresničnost, pa postdejstvenost, pa tvitokracija, kot jaz temu rečem, ne, tvitokracija. Po mojem, dobro, tako bom rekel, v resnici, ne, če gledamo tam prvo polovico 19. stoletja, prva polovica 19. stoletja tisk se je toliko razvil, da je lahko že praktično vsak krožek ljudi izdajal svoj blad, svoj list, svoj časopis. In zdi se mi, ne, da smo pravzaprav z tiskom prišli že v polje teh vseh možnih manipulacij in tega. Tako da zadnjič mi je nekdo rekel, ja, pa danes smo tako bombardirani, ne, z vsemi temi informacijami. Zdi se mi, da to ni takšna novost v resnici, da je to pravzaprav že značilnost bila modernega sveta, se pravi 19. stoletja. To je bilo obdobje urednikov, časnikov, ne, en časnik proti drugemu, pa so bili tako, kot so danes DJ Kruji, ne, so bili pa takrat, ne, te skupine ljudi, pa je en proti drugemu, ne, nažigal, pa drugi izdajal svoj časopis pa tega, ali pa dobro, no, v Avstro-Ogrski je bilo pa malo kasneje Stedi Fakl, pa Brenner, Krause, ne, kaj je bil ta, pa von Ficker, ne, kaj je bil tam v Innsbrucku, ko je pa imel Brenner časopis. Skratka, zdi se mi, da je ta neka zasutost z informacijami bila že prisotna takrat in da bi v tem smislu o postdejstvenosti, postresničnosti pravzaprav lahko govorili takrat, ko je bilo mogoče za ljudi še manj možnosti, da bi neodvisno preverjali dejstva. Kar je danes problematično, se mi zdi ta spoj pravzaprav strojnega procesiranja podatkov, nečesa, kar se vklaplja v različne tudi čisto spoznavne mehanizme, ki jih imamo ljudje, recimo potrditvena pristranskost, o tem nekaj malega rečem, ne. Potrditvena pristranskost je tole, ne, da smo ljudje nagnjeni k verjetju tistih informacij, ker se skladajo z našimi predhodnimi prepričanji. Ne. To gre v koherenčno teorijo resnice, recimo se lepo sklada z njo. Ne. In zdaj, to je že od nekdaj prisotno. Ne. Skratka, tiste informacije, ki se skladajo z našim prepričanjem, bomo lažje sprejeli kot tiste, ki se ne. Da damo en zelo nedolžen primer, ne, ljubitelji psov in mačk. Ne. Če imam rad pse, bom takoj prikimal, ne, članku, ki govori o tem, kako je pes človekov najboljši prijatelj. Ne. Tistemu članku, ki bo pa nekaj lepega o muci povedal, ne, recimo, da je zjutraj ni treba voziti ven, če dežuje, ne, bom pa tako, ampak mačka sploh ne zna, ne, tega in tega ne moreš še vzeti sabo in tako, ne. Bom našel neke argumente proti temu. Ne, preprosto zato, ker spoznavno delujem na ta način, da nekako lažje absorbiram tiste informacije, kot rečeno, ki se strinjajo s tem, kar že vem. No, ampak danes, ko imamo strojno procesiranje podatkov, ne, je ta potrditvena pristranskost na steroidih. Zakaj? Zaradi tega, ker naši brskalniki seveda beležijo zgodovino naših brskanj in si zapomnijo oziroma vejo, za katere povezave obstaja večja verjetnost, da bomo na nje kliknili in jih brali. In nam že sfiltrirajo tiste podatke, za katere lahko, ne, na podlagi pač kompleksnih statističnih analiz predvidevamo, da jih bomo raje kliknili. Ne. To se mi zdi recimo ena novost, ne, da nas pravzaprav vsa ta umetna inteligenca, ne, vsa ta informacijska tehnologija pravzaprav nam pomaga, ne, vzdrževati te informacijske mehurčke, ne pa da jih razbijala. To je ena stvar, še druga je pa ta, da danes pravzaprav, ne, smo lahko sami svoji uredniki, ne, in s tem se potencira ta občutek, ne, da smo pomembni, ne, tam nekaj rečem, da dobim 70 lajkov, ne, in dobivam ta občutek, da res, ne, sem jaz tako v središču, ne, kreiranja svojega sveta in resnice, ne. To pa je novost, tega pa ni bilo recimo v 19. stoletju, ne, tako da to mogoče je neka takšna drugačna situacija, spoznavna, življenjska tudi.
Na to sem zmeral, pravzaprav s tem, ko sem rekel, da ta odgovornost, ki je na ravni pravzaprav interakcije in taka interaktivnost, ne, na zadnji medija, ki, kot vemo, ne, v 90-ih se še spomnim, je bil en ugledni strokovnjak, ki je napisal, da je v bistvu internet samo fad, ki bo šel v nekaj letih. Ne. In zdaj mislim, da se vsi zavedamo, da je pač to ena absolutna stvarnost, ki je že tako normalna, kot je normalno, da ima, ne vem, popolnoma normalno, kot imamo omaro v sobah, imamo internet doma, ne, mislim, tukaj sploh ni nič nenavadnega, ampak ne bomo vas predolgo več zadrževali, mislim, da sem bila kar nekako se sprehodila skozi vse to, kljub vsemu, da smo že malo pozni, da smo se malo pregrešila, ne, da smo malo tukaj le malo nevidna bila, hoteno nevidna glede ure, ne, on ni hotel videl. Jaz sem sicer vedel, ampak sem se zanikal pri sebi. Bi vas vsem ponudila, pa sem mogoče vsem pravilno kakšno vprašanje za našega gosta, ker vse tole je edino spodobi pomislili ambient, je tako lep, ste zvesti še ni, ampak mogoče bomo še počakali, če bo dosti vprašanj, tako da zdaj upam, da tudi na matici dovolijo, no, da vas malo še povprašamo za sile. Ja, je samo ena zvezda, sonce zaenkrat, če ne, tako da ne moremo še počakati. Tako, ja, prosim. Hvala Tomaž, hvala Gašper za ta iskriv pogovor. Odgovore na nezastavljena vprašanja najdete v knjigi Hotela nevednost, ki jo lahko kupite danes po ugodni ceni. Danes je bilo zelo veliko zahvala izrečenih, mislim, da upravičeno, tako da še zadnjič vsem iskrena hvala za to, da smo proslavili knjigo, proslavili vprašanja, s katerimi, kot pravi pesnik, moramo znati živeti, dokler ne pridejo odgovori. Vabljeni že zdaj, prihodnji četrtek, danes smo govorili o nevednosti, naslednji četrtek bomo govorili pa o ljubezni. O tem, kako je ljubezen doživljal renesančni filozof Marsilio Ficino. Tako da vabljeni, dobrodošli v našem atriju, vse naslednje četrtke v juniju. Hvala lepa in lahko noč. To, da bi pa vseeno dal še največjo zahvalo, ki je pa danes, jaz ne vem, če sem že taj takoj rekel, ampak ravno glavni pobudnici te akcije in osebi, ki pravzaprav je najbolj zaslužna za to, da imamo ne samo ta večer, ampak zato, da smo se zbrali, da smo brali te odlična dela, da ne nazadnje imamo tudi tukaj Tomaža kot gosta in to je seveda tajnica urednica Slovenske matice, njena Cuta, tako da še enkrat prosim.